Pozdravljeni. Ali ste pripravljeni na še ene Jezusove besede? Rekel je takole: blagor tistim, ki so zaradi pravičnosti preganjani, kajti njihovo je nebeško kraljestvo. V prejšnji epizodi smo spoznavali, v kakšno neizmerno slavo in upanje nas je poklical Bog. Vendar ta pot ni vedno najlažja. Mnogo se jih na tej poti preda in obupa. Tistim pa, ki vztrajajo do konca in zmagoslavno dosežejo cilj, je obljubljena neprecenljiva nagrada večnega življenja. Mnogokrat se ljudje sprašujejo, če je Bog dober, zakaj dopusti, da se slabe stvari pripetijo dobrim in nedolžnim ljudem? Lahko bi se podobno vprašali tudi o Jezusu. Zakaj je Bog dopustil, da njegov dober in nedolžen sin umre strašne smrti na križu? Veste, tudi nekateri heroji v boju umrejo, a heroji so tisti, ki pripomorejo k zmagi in svobodi naroda. Zavedati se moramo, da živimo v svetu, nad katerim trenutno kraljuje zlobnež, hudič. Jezus je rekel takole o njem: tak prihaja samo zato, da krade, kolje in uničuje. Jaz sem prišel, da bi imeli življenje in ga imeli v obilju. Na zemlji se odvija duhovna bitka med dvema kraljestvoma, med kraljestvom teme in kraljestvom luči. Bije se bitka med dobrim in zlim, med Bogom in hudičem, med pravičnostjo in krivičnostjo. Nihče, in poudarjam, prav nihče ne more biti v tem boju nevtralen. Ali si na eni strani ali pa na drugi. Ne obstaja nekakšna duhovna švica. Spomniti se moramo, da ljudje, ki pripadamo Kristusu, trenutno ne živimo v svoji domovini, ne v svojem kraljestvu. Pismo Hebrejcem pravi, da smo na zemlji tujci in priseljenci. Drugo pismo Korinčanom v 5. poglavju 20. vrstici pravi: za voljo Kristusa smo torej poslani. Kdo je uradni predstavnik države v tujini? Koga pošlje na primer slovenska vlada v tujino, da jo predstavlja in govori v njenem imenu? Veleposlanike oziroma ambasadorje seveda. Torej, kristjani naj bi bili Kristusovi poslanci, ambasadori. Bog je kristjane poslal, da govorijo v njegovem imenu. V tujini, v tem padlem svetu predstavljamo njega in nebeško kraljestvo. Ta vrstica se naprej bere takole: po nas vas kliče Bog, za voljo Kristusa vas prosimo, spravite se z Bogom. Nažalost, nekateri, ki sebe štejejo med Kristusove poslance oziroma njegove ambasadorje, ne najbolje predstavljajo Jezusa Kristusa in Božjega kraljestva. Zaradi teh ljudi ne smemo biti razočarani in žalostni od pasti od vere. Raje poskrbimo, da mi sami živimo po Jezusovem nauku in da ga predstavljamo v pravi luči. Zato se ne ozirajte na slabe ambasadorje oziroma slabe poslance. Ti bodo sami polagali račune Bogu, tako kot bomo mi svoje. Ko oznanjamo spravo med Bogom in ljudmi po Jezusu Kristusu, to v sovražniku ni všeč, kot ni bilo všeč fašističnim in nacističnim oblastem v prvi polovici prejšnjega stoletja, da so ljudje razglašali idejo o svobodi, hrepeneli po njej in se borili za njo. Tako hudiču ni všeč, da se oznanja nebeško kraljestvo in svobodo ljudem po Jezusu Kristusu. Sovražnik hoče na vsak način zatreti oznanjevanje večnega življenja in resnične duhovne svobode v Jezusu Kristusu, ki je zaradi Božje ljubezni prišel rešiti človeka duhovnega okupatorskega režima. Zato Jezus pravi: nad vse srečni tisti, ki so zaradi pravičnosti preganjani, kajti njihovo je nebeško kraljestvo. Za večjo pravičnosti pa si oglejte naš video z naslovom Kar želiš, to dobiš. Televizija ne poroča, da v veliko deželah v Aziji in Afriki ljudje še vedno plačujejo s svojimi življenji za miroljubno oznanjevanje evangelija. To je vesele novice o večnem življenju po veri v Jezusa Kristusa. Hvala Bogu, da v naši deželi nimamo fizičnega preganjanja zaradi oznanjevanja evangelija. Imamo pa drugačne vrste preganjanja. Sovražnik, hudič, nas vsak dan in z vseh strani bombardira z mislimi in idejami, ki niso po božjih moralnih standardih in v skladu z njegovo pravičnostjo in ljubeznijo. Uprite se hudiču, njegovim mislim in idejam. Ostanite močni v duhu, živite in držite se Jezusovega nauka v času miru in v času preganjanja, takšnega ali drugačnega. Žarite na tem svetu kakor zvezde in zapomnite si, Božja beseda in njegova obljuba je dana za vas. Sem Andrej Zelenjak za Center Evangelij danes.